In lep pozdrav, dobrodošli na naš drugi dan delavnice Coaching Diploma. Aleksander tukaj z vami na tej strani, jaz sem hvaležen, počaščen, da ste z mano. Danes je dan za disko. Ne vem, če ste ob petkih hodili v disko kot najstniki. Jaz se spomnim, da pri nas je bilo tako, da je bilo v Šempasu, je bilo ob petkih, ob sobotah je bilo v Dornbergu, v nedeljah v Bukovci in čez poletje se je premaknilo v Zeleni gaj oziroma v Vipavže. Torej, to se je redno dogajalo in seveda nismo mogli kot otroci iti na vse, vendar vsaj en dan je bil rezerviran za disko. Danes, ko vprašam sina, kam gre, reče, grem v Gorico v McDonald's. Tam se dobimo. Sem rekel, kakšen kraj za se dobiti. Ja? Torej, hvala, ker ste se odpovedali diskotu danes in ste z mano in ste z nami. Andreja, tudi tebi hvala za podporo v ozadju. Če bo kakšno vprašanje, bomo seveda odgovarjali v chatu. Mi za najlažje sklapljamo chat, da se med sabo ne motite. Vidimo pa mi seveda vsa chat in se potrudimo, da odgovorimo na vaše vprašanja. Torej, danes govorimo o strukturi uspešnega coaching srečanja in cel čas sem imel občutek, ko sem bral vaša vprašanja oziroma vaše povratne informacije, da nisem dovolj jasno predstavil, zakaj je pravzaprav coaching tako dragocen. In tukaj je res na kratko en povzetek tega. Torej, prvič, ko vi s pomočjo coachinga premaknete osebo naprej, ima oseba občutek, da je to njena ideja. Torej, če otroku rečete, pospravi sobo, ste mu dali direkten ukaz in oseba dostikrat nima motivacije. Če pa s coachingom prijete do tega, da otrok sam reče, dobro bi bilo, da imam pospravljeno sobo, dobro je, da pospravim sobo, ima otrok idejo, lastništvo te ideje za sebe in je bistveno bolj motiviran. Torej, podobno je v podjetju, ko vodja pove, kaj naj nekdo naredi, je povsem drugače, kot če sodelavec, torej zaposlen, sam pride do te ideje, ker potem je lastništvo te ideje njegovo oziroma njeno in je motivacija neprimerno večja. Druga pomembna stvar, zakaj rabite coaching, uvesti v vzgojo, v vodenje, tudi v prodajo, pogajanje in tako naprej, je to, da ko pride k vam sodelavec in vam reče na podlagi nekega izziva, kaj naj naredimo? In vi preprosto zdelegirate naprej. Naredi to. Ne vzgajate samostojne ljudi, ne vzgajate samostojne sodelavce, temveč vzgajate ekipo, ki bo vedno odvisna od vas. Če pa vrnete sodelavcu vprašanje, torej nekdo pride k vam s problemom in vi rečete, in vam predstavi ta problem ali pa izziv in vi rečete, kaj bi pa ti naredil? Kaj bi pa ti naredila? Kaj pa ti predlagaš? Ste vrnili žogico nazaj. Če boste opazili, da ideja, ki jo sodelavka predlaga, ni primerna, na podlagi vaših dolgoletnih izkušenj in tako naprej, uporabite coaching proces, da vzgojite samostojno ekipo, samostojne sodelavce. Ker to sem opazil, ko sem pred leti delal za eno tujo farmacevtsko družbo, sem opazil, da ko gre vodja prodaje z njimi na teren, je coaching del feedbacka, del povratne informacije. Za razliko od tega, da naredi sendvič, ker mi ponavadi se učimo v NLP-ju, recimo, kako se da sendvič feedback, namesto da da sandwich feedback, da coaching feedback, torej coaching povratno informacijo svojih sodelavcev,
Zato, ker si želi, da tudi ko vodje zraven ne bo, se bo znal sam sodelavec premakniti k izboljšavam v samem prodajnem procesu. In tretja zelo pomembna stvar, torej je doseganje potencijala posameznika. Ja? Torej, tretja zelo pomembna stvar je, kako dosežemo maksimalen potencijal. In največji potencijal boste dobili takrat, ko se boste naučili postavljati boljša vprašanja. Jaz trdim, da danes nimate rezultatov v svojem življenju, zato ker si postavite slabo vprašanje. Pred časom mi je nekdo dejal, ko me je povabil v eno zelo napredno skupino, ki je bilo zame res težko v vseh vidikih, torej z vidika časovnih, finančnih in tudi z tega vidika, da sem imel občutek, jaz nisem vreden ali pa primeren, da sem del te napredne mastermind skupine. In potem mi je rekel nekaj, kar se mi je res dotaknilo. Aleksandar, ti moraš biti v skupini, če hočeš napredovati, kjer drugi postavljajo vprašanja, katerih ti niti ne pomisliš, da bi jih postavil. Ki jih niti nikoli ne bi postavil. In jaz ne vidim boljšega orodja za to, da izboljšate svoj način razmišljanja, da ste bolj kritični v svojem razmišljanju, kot je coaching. Zato tudi dostikrat rečemo, povej mi, kakšna vprašanja si postavljaš in povem ti, kdo si. Ali igraš vlogo miške, se skrivaš, si v ozadju, igraš vlogo žrtve, ali tigra oziroma tigrice. In Sokrat je bil znan po temu, da je bil odličen v postavljanju vprašanj. Odličen v temu, da je svoje učence namesto z odgovorom pospremil z vprašanjem. In je rekel, edina prava modrost je v tem, da veš, da ne veš ničesar. Ja? Zato še enkrat hvala. Hvala za vaše zaupanje, hvala za ta čas, ki ga investirate vase, ko ste danes z mano. Jaz sem počaščen, vesel. In če ste slučajno zamudili prvi dan, seveda si lahko ogledate posnetek, si lahko poberete dol delovni zvezek prvega dne. Jaz vas vse vabim, da ste z mano tudi v nadaljevanju, ko bomo poleg tega, danes govorimo o strukturi uspešnega coaching srečanja, govorili bomo o izbiri niše, tisti, ki vas zanima coaching proces, da boste z njim nekaj zaslužili. Za četrti dan bomo govorili za tiste, ki bi radi predvsem to uporabili za sebe, za vodenje ekipe, za vodenje sodelavcev, za motivacijo partnerja, partnerke, otrok, za vzgojo otrok v šoli in seveda zaključujemo to našo 4+1, jaz rečem 5-dnevno delavnico z tem, da se bomo pogovarjali o tem, kako lahko dosežete cilje in rezultate s pomočjo coachinga. Pozor, delovni zvezek vas čaka na mastermindacademia.com / dzcoaching2. Ja? Tukaj imate še vedno priložnost, da ste del naše VIP izkušnje. Kot rečeno, coaching diploma je povsem brezplačna. Za tiste, ki hočete več, ki bi radi videli, kako jaz coacham v živo, ki bi radi se preizkusili v coachingu in imeli nek občutek, vabljeni na VIP izkušnjo, poleg tega, da dobite posnetke iz vseh teh dni coaching diplome in jaz vas še enkrat prosim, da nič ne snemate, da spoštujete avtorske pravice, kajti vse to, kar mi delamo, investiramo res veliko denarja, res veliko energije in zato, da sem vsa ta znanja pridobil, je bilo potrebno veliko odrekanja. Torej, za danes je urnik zelo enostaven. Struktura, zaprta, odprta vprašanja, kaj pomeni coaching zid, proces samo coachinga, coaching zanka in 3 naravni tipi coachov. Pozor, včeraj ste me tudi spraševali, kaj je coaching zanka. Coaching zanka je ujetost v razmišljanje, kjer ne vidite rešitve. Nekdo, ki naredi nekaj tako drastičnega, to, kar sem govoril tudi včeraj, torej na našem prvem dnevu o samomoru. Nekdo, ki razmišlja o samomoru, je ujet v coaching zanko, samo coaching zanko. Si postavlja vprašanja, na katere ni odgovora, rešuje problem in vprašanja, ki jih uporablja za reševanje problema, mu ne pomagajo najti rešitev in ker vidi rešitev, potem lahko
naredi nekaj tako drastičnega. In zato je meni tako dragoceno, da razumete, kako prekiniti coaching zanko, samo coaching zanko in kako dobiti boljša vprašanja, zato da pridete do željenih rezultatov. Torej, struktura coaching procesa je enostavna, damo najprej namero, potem vzpostavimo stik, pripravimo teren, definiramo cilj, vprašamo, kaj so recimo stvari, ki jih rabimo vprašati, zato da se sprememba zgodi, damo na koncu call to action in testiramo, ali oseba bo res to naredila v prihodnosti, kar je obljubila, da bo naredila. Če sam povzamem, kako struktura dejansko poteka, namero si rečemo na glas ali v mislih. Jaz dajem namero veliko prej, torej preden sem zdaj začel dejansko to predavanje, sem si dal namero, da vam dam maksimalno vrednost, da se vas nekje dotaknem, da vas prebudim iz spanca, da boste razumeli, da ste sposobni veliko več, da boste videli, kakšna izjemna priložnost in vrednost je v temu, da si znate postaviti dobra vprašanja, da razumete coaching proces in da to uporabite pri vzgoji, partnerstvu, pri vodenju, komunikaciji s sodelavci in tako naprej. Potem vzpostavim stik. Najlažje za stik je to, da govorim v istem ritmu, kot mogoče klient govori, da sedim tako, kot klient govori in tako naprej. Potem pripravim teren. Priprava terena pomeni, da razložim, da kot coach postavljam vprašanja. Še posebej, če gre za neko formalno obliko coachinga. Tukaj je res ključno, da če boste vi vzgajali otroka, vi boste drugače pripravili teren, s pomočjo coaching vprašanj, kot če boste vi to počeli profesionalno, da boste nekomu reševali izziv, ker ne more spati. Ali pa ker ima nek strah pred javnim nastopanjem. Ali pa ker ima neko odvisnost od hrane, cigaret, mamil, alkohola in tako naprej. Torej, če boste reševali ta izziv s pomočjo coaching vprašanj, boste drugače definirali teren, pač kaj boste počeli, kot če boste to počeli v nekem službenem okolju, ko boste sodelavki hoteli pomagati. Definicija cilja je zelo pomembna, ker tukaj vi morate se sledovati cilj klienta, coachija, sogovornika, ne pa lasten cilj. In potem začnem seveda z umetnostjo, ki se imenuje coaching. Sprašujem različna vprašanja, ki vodijo do spremembe in call to action pomeni, to je 6. korak, poziv k akciji, rečem, kaj boš naredil, dokdaj boš to naredil. In test je, da testiram, da postavim osebo v prihodnost in dejansko vprašam, sedaj si v prihodnosti, nekdo ti ponudi cigaret, kako enostavno rečeš ne, ali pa kaj rečeš. In opazujem, poslušam, kaj klient odgovori. In jaz imam primere ljudi, ko so prišli k meni, primer, da sem jim pomagal odpraviti strah pred višino, ko so mi zagotavljali, da nimajo strahu v višino in potem, ko sem šel narediti test, sem hotel, da moram se vrniti nazaj na začetek in ponoviti, ker strah še ni bil odpravljen. Ukolikor se vam zdi, da je to še za koga zanimivo, še enkrat vabljeni, da povabite podobno misleče ljudi, greste na stran masteracademia.com, pridi na coaching, pa ta link pošljete nekomu, ki se vam zdi, da si zasluži, da vidi to povsem brezplačno vsebino in tudi bomo vas nagradili. Za tiste, ki boste poslali večjemu številu ljudi, nam napišete, Aleksander, jaz sem poslala 10 ljudem in potem vam v zahvalo pošljamo seveda zgoščenko, s katero si boste lahko pomagali spremeniti notranji svet. Pohvale, ki smo jo dobili za to brezplačno delavnico v preteklosti, so predvsem zato, da ta delavnica odpira oči, da ljudje dobijo neki aha za nekaj, kar so že vedeli, vendar tega niso dovolj dobro uporabljali. Omenil sem vam že, da je coaching industrija druga najbolj hitro rastoča industrija in da bo ta rast še se nadaljevala. Zakaj? Zato, ker je ta coaching proces eksplodiral. In ne misliti, da ljudje, ki obvladajo coaching proces, nimajo strahov. Ko sem bil povabljen, tukaj je ena fotografija, ko sem predaval v Pakistanu in sem imel 1200 udeležencev, ko sem bil povabljen v Pakistan, da predavam, me je bil strah. Sem rekel, kako bojo oni mene razumeli, kaj bojo dejansko iz tega ven odnesli in tako dalje. Vendar
Na koncu sem si začel postavljati dobra vprašanja, z njimi premagal strah in odpredaval uspešno to delavnico. Mimogrede, od 1200 udeležencev je bilo nekje 200 žensk in 1000 moških. Tam vidite na eni strani prazno dvorano in potem polno dvorano, kako izgleda. Torej, moj mentor, Tony Robbins, ima recimo zanimiv koncept. 3 vprašanja, s katerimi začnete dan. Kaj lahko danes storite za nekoga drugega? Čudovito vprašanje za začetek dneva. Kako lahko danes dodate vrednost, korist svetu? To je eno vprašanje, ki se ga jaz nenehno postavljam. In kaj lahko danes ponudite drugim ljudem? Torej, tisti, ki vas zanima coaching in bi radi postali odlični v coaching procesu, ali za sebe, ali za druge, boste videli, kakšna je vrednost, ko boste ugotovili eno dobro sprožilno vprašanje, ki vas bo premaknilo, da se boste nehali smiriti sami sebi, da boste nehali odlašati, da boste nehali igrati življenje pod svojimi sposobnostmi. In Sir Richard Branson pravi nekaj, in to vam tudi polagam na srce, jaz sem bil pri njemu 2krat na delavnici, in on pravi, da vodje si morajo zapisati dobro vprašanje. Si morajo zapisati ideje, ki jih dobivajo. On skozi ima to beležnico sabo in recimo eno podjetje, ki ima v lasti, je tudi letalska družba in ko on se usede na svoj Virgin Atlantic, se usede na to njegovo, mislim, da se tako imenuje njegova letalska družba, se usede na letalsko, on dejansko se pogovarja s strankami. Kakšen predlog imate? In oni so bili prva družba, ki so uvedli televizor na vsak, oziroma ekran, na vsak sedež. Ja? Zakaj, še enkrat bi rad vas spomnil, zakaj najboljši športniki potrebujejo ob sebi coacha, oziroma so jih potrebovali? Zakaj? Ker včasih malo šteje. Mislim, kako noro je, da Dominik Gisin dejansko skupaj s Tino Maze zasede prvo mesto na olimpijadi. Da sta obe 1 minuta, 41 sekund, 57 stotink. Noro. In potem, kdo pozna Danielo Merigeti? Kdo jo pozna? Se slišali za njo? Ja, ona je na tej isti olimpijadi zaostala za Laro Gut za 0,17 sekunde. Nič od niča. In zakaj, če je v športu tudi tako pomembno? Zakaj ni v poslu? Zakaj ni pri vzgoji otroka? Včasih so majhni detajli, ki otroku dajo potem samozavest, pogum, mu dajo prav način razmišljanja. Torej, 1/3 sekunde traja vsakeč, ko odprete in zaprete oči pri mežikanju. Ja? Torej, Ilka je bila tudi pri nas na coachingu skupaj z mamo in takrat, ko so one prišle, je ona se vrnila spet zmagovalno v tisto sezono in pravi, da sama sebi si ne more postaviti pravih ali pa dobrih vprašanj in zato je vesela, da je nekdo nekje zunaj, ki pomaga razjasniti, kaj je dobro vprašanje. Torej, ko je učenec pripravljen, pride vedno učitelj. Ko je klient pripravljen, pride vedno coach. In če je nekdo necoachabilen, če nekdo igra vlogo žrtve, če oseba ve, kaj mora narediti, vendar tega ne naredi, je to necoachabilnost. In še nekaj. Vi, in eni ste mi to pisali, ne? Včasih želite nekoga spremeniti. Ta oseba si ne želi spremembe. Če je otrok, imate še vedno možnost, ker otrok je seveda del vašega ekosistema in imate kot starši relativno velik vpliv. Potem pride neko obdobje, ko se ta vpliv zmanjša, vendar ne si prizadevati, da boste naučili prašiča pet, ker izgubljate čas in razjezili boste prašiča, pravi Mark Twain. In tukaj vas bom še posebej prosil. Bolj, ko bi radi, da se spremeni vaš klient, in zdaj govorim, vaš klient je lahko vaš otrok, vaš partner, vaš sodelavc, sodelavka,
tudi nadrejeni. Mi smo imeli osebo, ki je prišla na coacha, se je prijavila na coaching delavnico k nam, zato, ker je želela, da se nadrejeni drugače vede do ekipe. In tukaj je pomembno, da bolj, ko bi radi vi spremenili druge, bolj spremenjate sebe. In razumite, da to, kar si vi mislite, ni enako temu, kar si misli vaš klient. In tudi, če imate 2 otroka, recimo, tisti, ki ste starši, imata vsak svoj model sveta, vsak svoje vrednote, prepričane strategije, vedenje in vsak dobiva drugačne rezultate. Naloga coacha ni, da prodaja klientu svoj model sveta, temveč, da z vprašanji najprej razume in seveda klientu pomaga, da najde rešitev. In coaching ni samo eno vprašanje. Lepo vas prosim. Torej, vi si zapisujete vprašanja, zbirajte vprašanja in seveda tisti, ki vas zanima, jaz seveda sem tukaj za vas, da vam dajem maksimalno vrednost, znanje, povsem brezplačno. Na koncu vas bom povabil, če vas zanima, da se mi pridružite in postanete seveda certificirani life coachi, business coachi, NLP coachi. In umetnost coachinga je, da boste seveda postavili pravo zaporedje, pravo vprašanja. Da gre oseba ven iz te samo coaching zanke, ker je ujeta. Zapisujte si ta vprašanja že sedaj. Če bi radi bili dobri vodje, postanite prvič mojstri poslušanja, ker to naredi dobrega coacha, in mojstri postavljanja zaporede dobrih vprašanj. In če ste podjetniki, dajte se izvati, ker imate neke omejitve že sedaj v sebi, ki vam preprečujejo rast. Coaching proces je podoben uspehu. Tu ni linearna pot. Doskrat se vam bo zgodilo, da vi pridete na coaching z nekimi vprašanji in klient povsem zamenja temo. Če bi znal klient narediti sam brez coacha spremembo, potem bi to že zdavnaj naredil. In zaupajte v to, da so tako rekordne številke v povpraševanju po coachih na svetu zato, ker je tako velika dodana vrednost. Kako oseba ve, da potrebuje coacha? Jaz vedno. Mislim, pač jaz, moja žena doskrat reče, da jaz ne znam zamenjati žarnice. Recimo, da žarnico znam zamenjati. Ma kaj več težko. In ne grem na YouTube gledati posnetkov, kako bom naredil novo elektroinštalacijo, kako bom popravil pralni stroj. Tudi če gre za minimalno napako, ne grem. Pokličem strokovnjaka, da mi pove ali pa naredi to namesto mene. In tudi tukaj v življenju, ko jaz nekje vidim, da obtičim, da se ne premaknem naprej, se vprašam, kdo mi lahko pri tem pomaga. Kako lahko sedaj si znam postavljati dobro vprašanje, da bom najdel rešitev sam. Če ste obstali nekje, če imate negativne misli, če ste doživeli neko težko situacijo, če imate strah pred neuspehom, če imate razvade, ki vam škodijo, če se ne vidite na poti naprej, če se prepočasi premikate naprej. Če vam dam en primer. Ker bi rad, da razumete, že sprožilna vprašanja so pomembna vprašanja. Če vas jaz vprašam, kakšne barve je vaš avto, napišite mi, samo toliko, da vem, da ste z mano. Ja, če nimate avta, napišite, nimam avta. In to vprašanje sproži vaše razmišljanje v nekaj čisto enostavnega. Tukaj ponavadi ni nekih čustvenih nabojev, moj avto je bel, moj avto je črn, moj avto je rumen, moj avto je zelen, viola, ni važno, sploh ni važno. Ja, to je neko vprašanje, kjer sproži določeno razmišljanje. Ko vas vprašam, kakšna je vožnja v vašem avtomobilu, vi rabite že malo več razmisliti in namesto, da pogledate statično sliko, kot pri temu, si morate že predstavljati v mislih film. Upam, da razumete razliko med tem in prejšnjim vprašanjem. Prejšnje vprašanje, kakšne barve vaš avto, je sprožilo sliko in ste se vrnili k meni. To drugo vprašanje je sprožilo film in potem ste se vrnili k meni. Če vas vprašam, kakšen je bil vaš najljubši dopust, je spet vprašanje za film. Če vas vprašam, kam ste šli, ponavadi mi daste en odgovor, ker se spomnite slike. Eno in drugo je pomembno, da razumete, vendar za nekoga, ki bi rad bil v dobrem čustvenem stanju, za nekoga, ki bi rad bil motiviran,
je pomembno, da si zna postaviti sprožilna vprašanja, ki ga vodijo v aktivnosti, to so ponavadi filmi, v samem razmišljanju. Zdaj, ko govorim film, je to notranji film, nek proces daljši razmišljanja. Torej, kako vi že zdaj sami sebe koučate, tudi če tega niste zavedno nikoli razmišljali, da počnete, vi si postavite neko sprožilno vprašanje, začne se nek tok misli vprašanj, ki vas pelje skozi različna čustvena stanja in na koncu zaključite v plusu ali pa minusu v vedenju, ki vam je koristno ali pa nekoristno. Ja? Mislim, ne vem, če to zdaj, kar govorim, smiselno ali pa uporabno. Napišite mi, samo toliko, da razumem, da ste z mano. Primer slabega samo-coachinga. Nekdo reče, zakaj mi je to naredil? In sproži jezen film. Ne? Torej, recimo, če vam dam en primer, da bo bolj konkreten, ker potem boste razumeli, recimo, da greste na zmenek z partnerjem oziroma partnerko. Torej, zmenjeni ste, se dobiva tam, ob 7, nič, pridem in pridete vsak s svojim prevozom in ste na zmenku. In oseba ima sklopljen telefon, ura je 7:30, ura je 7:45, ura je 8. 1 uro čakate. Me zanima, kdo izmed vas bi sploh čakal 1 uro. Okay? Ne pišite, sem tako, da ne, jaz bi šla, ali pa bi si naročili dvojno in bi vse pojedli in popili še za partnerja. Okay. Ja, če boste se vprašali, zakaj mi je to naredil, zakaj on spet zamuja in si seveda ob tem zavrtite filme vseh trenutkov, ko je zamujal ali pa zamujala, sprožite jezen film in seveda jezno čustveno stanje. Če vas je strah, je dostikrat posledica tega, da se sprašujete, kaj če se mu je kaj zgodilo. Ko je sprožilno vprašanje in je neka grozljivka, ja, zdaj pa je seveda, so prišli Marsovci, so dvignili njegov avto, so ga posrkali v vesoljsko ladjo in so ga odnesli na Mars. Se hecam. Lahko recimo razmišljate, ki je v kakšni bolnici, pokličete tako na urgenco. A ste na urgenci sprejeli mojega moža? Kaj čakam tukaj v hostilni in ni že toliko časa, ima zmenek, obletnico, ne karkoli že. Zakaj se mi to dogaja? Ja? To je sprožilno vprašanje, ker je lahko čuden film. Lahko je to nek zmešani ali pa mešani kaminus film. Ja, ker se vam reče, zakaj se mi to meni dogaja? Lej, kje sem jaz tega našla? Kaj sem jaz naredila, da lih tega norca sem dobila ali pa dobil to zmešano babo, karkoli že boste rekli zdaj v tem kontekstu. Ja? Torej hočem, da razumete, da sprožilna vprašanja, ne, recimo nekdo bi lahko bil, zakaj noben ne ceni tega, da jaz organiziram ta zmenek, zakaj? Kako me lahko ljudje vedno izkoriščajo? A veste, kako so prav drugi filmi ali pa druga razmišljanja, v tem primeru govorim, da recimo ta oseba je jezna, depresivna. S kom je sedaj, ko se ne javi? Lahko je ljubosumna, če se to postavi. S kom je? Kaj kuha? Kako to, da sem vedno jaz tista, ki se mora prilagajati? Za nek depresiven film. Ali mu moja čustva sploh kaj pomenijo? Obupan film. Zakaj me nihče ne razume? Osamljen film. Ta vprašanja se dogajajo zelo hitro, stotinki sekunde in nezavedno. Zdaj si pa predstavite nekoga, ki sem dal eno vprašanje, ki si vsa ta vprašanja postavi v tem kontekstu. Jaz nočem biti v tej glavi, ker to je noro in potem se da oseba posega po tabletah, po alkoholu, mamilih, po hrani, po vsem živem, kar ima kaos v glavi. Če hočete imeti kaos v glavi, si postavite obupna, slaba, samo sprožilna ali pa sprožilna vprašanja. Vsaka misel, vsaka beseda je posledica vprašanj. Vi si ta vprašanja postavljate. Jaz točno vem, recimo, mi imamo nalogo, da po kosilu vsak nekaj naredi. Pospravi, eden da v stroj, eden z mize in tako. In doskrat tisti, ki daje v stroj, se najbolj jezi, ker tam je malo več časa. In potem jaz zmeram, zakaj lih jaz danes? Ne? Zakaj je to treba zdaj narediti? In tako naprej. Potem vodi to v jezo. Torej, tudi če nekaj objavite na socialnih omrežjih, je posledica vašega razmišljanja in vpliva na vaše čustveno stanje. Zdaj, ko me sprašujete,
Ali si lahko samo coachingom pomagate, da ste bolj samozavestni? Absolutno, ker boste si postavili vprašanja, ki vas bojo peljala v samozavest. Težava slabih vprašanj, slabega samo coachinga je takrat, ko igrate vlogo žrtve. Takrat se negativno samo coachate in doskrat, če to ponavljate več časa, postane temeljno vprašanje. To je pa zdaj ena najbolj pomembnih tem coachinga. Jaz trdim, da ljudje, ki investirajo v znanje coachinga, da postanejo life coachi, business coachi in NLP coachi, da je ena največjih vrednosti za njih osebno v življenju, da imajo dobro temeljno vprašanje. Temeljno vprašanje je tako, da imate trdne korenine, na katerih raste drevo. Če ni korenin, prije najmanjši vetrček se drevo podre. Če so pa trdne korenine, se nič ne premakne. Ker vi morate pričakovati, da življenje ne bo vedno enostavno. Da bojo prišli dnevi, ko bo kakšen izzivček, problem, kakorkoli temu rečete. In takrat je fajn, da imate temelje. In temeljno vprašanje je vprašanje, ki si ga najprej zastavite, ko ste priča nekemu dogodku v svojem življenju ali ko se znajdete pred neko odločitvijo. Temeljno vprašanje je ključno vprašanje, ki filtrira vaše zavedno in nezavedno razmišljanje in vodi vaše življenje v pozitivno ali pa negativno smer. Temeljno vprašanje, ki je dobro, vas vodi k cilju. Slabo temeljno vprašanje vas vodi v depresijo, neuspeh in tako naprej. Če hočete imeti neizpolnjeno, depresivno, jaz bi rekel temu strašno ali pa nesrečno življenje, imejte ali pa že zdaj imate slabo temeljno vprašanje. Jaz trdim, in tukaj bi vas še posebej opozoril na to, da če nekdo nima denarja, partnerstva, zdravja, nima življenja, ki si ga želi, je to nekdo, ki ima slabo temeljno vprašanje. In temeljno vprašanje aktivira zemljevid sveta, ki je motivirajoč ali pa nemotivirajoč. In še enkrat poudarjam to, kar doskrat govorim, da ni izziv v temu, da je pomankanje v svetu, temveč je izziv v omejitvah notranjega sveta. In kaj je posledice, če ima nekdo slab ali pa neučinkovit notranji svet, slabo temeljno vprašanje, ni rezultata, neizpolnjenje, nesrečenje in na koncu človek izgori. Zato spremenite svoj model sveta, spremenite vprašanja, spremenite temeljno vprašanje in tam boste spremenili življenje. Ne pozabite, mi se ukvarjamo s prihodnostjo, ne s preteklostjo. In vaš notranji svet je pomemben, ker doskrat možgani oziroma telo ne poznajo razlike med dejansko izkušnjo in razmišljanjem o izkušnji. Če imate 60,000 misli vsak dan, je večina nezavednih. In vaši rezultati so odvisni od vašega vedenja, od tega, čemu namenjate denar, čas, energijo. Ni omejitev vzven, ni sovražnikov zunaj. Ni nikogar, ki bi vam preprečeval, da bi postali oseba, ki bi radi postali. Nobenih omejitev ni, razen modela sveta, ki ga imate. Ja? A lahko naredim en primer. Torej, prvič, če si nekdo postavi vprašanje, kaj pa če mi ne bo uspelo, kaj če me partner zapusti, če se mi bojo smejali, če zmrznem, bom razočaral ljudi, kaj se zgodi? Ta oseba, ki gre v tako imenovano samo coaching zanko, kaj pa če vprašanje postavi, naredi film, se slabo počuti, potem ima še eno kaj pa če, še en film si zavrti v mislih in ima še več slabega čustvenega stanja. Ja, je to razumljivo. Še en primer. Zakaj se to meni dogaja? Zakaj to meni treba? Zakaj je on tak? Zakaj mi država ne pomaga? Zakaj ravno zdaj? In potem spet film, slabo čustveno stanje pomeni K-, K- pomeni slabo čustveno stanje, katerokoli, depresija, jeza, žalost in tako dalje. Potem si še enkrat postavim, zakaj to, zakaj je ono, spet slab film si zavrtim v mislih in potem imam še več slabega čustvenega stanja. Torej, posledice slabega samo-coachinga so, prvič, da oseba je lahko jezna, brez potrebe, žalostna, depresivna, v slabem čustvenem stanju, strahu, pretežka v teži, se poslužuje iger na srečo in drugih odvisnosti, alkohola, tobaka, mamil in tako dalje. Tudi doskrat se sama sebe poškoduje in naredi slabe stvari za sebe, za svoje življenje. Torej, težava samo coachinga, ki je negativno, je,
da v bistvu mi se vrtimo v začaranem krogu in ne najdemo vprašanja, ki nam pomaga rešiti izziv. Ko oseba pride do zidu, ko si postavlja ena vprašanja, kako naj partnerja spremenim, in doskrat so to kako vprašanja, kako naj končno odpravim strah pred tem in tretjim, četrtim in drugim. In ker ne najdejo odgovora in so prišli do coaching zida, ni rasti, ni spremembe, je slabo čustveno stanje in včasih celo odpor dobijo do tega, kar bi morali početi. Odpor. Če boste vi predveč pritiskali direktno na otroka, bo postal polarity responder. Vi boste rekli, to naredi, otrok ne bo za nalaž tega naredil. Boste sodelavcu nekaj rekli in ne bo hotel, ker se mu bo uprlo to, kar ste mu rekli, ker ste to naredili na napačen način oziroma ste prišli do tako imenovanega coaching oziroma samo coaching zida. Torej, kakšna je vozna z avtomobilom, ki vas volan ne uboga? Torej, rabi, da razumete, da tam, kjer ste sedaj in da prijete tja, ki bi radi bili, rabite dobra vprašanja. Kako prepoznamo, da je nekdo dober coach, kako vemo, da je nekdo rojen za to, da bi bil dober coach? Dober coach postavlja dobra vprašanja v pravem zaporedju. Upošteva strukturo, da da najprej namero, smo rekli, stik, pripravi teren, definira cilj, vpraša za spremembo, poziva k akciji in naredi test in korak za prihodnost. Torej, če vam dam en konkreten primer, kako narediti to strukturo. Torej, najprej, recimo, da boste otroku pomagali, da se bo boljši učil. In pridete domov in si date namero. Danes bom otroka s pomočjo coachinga peljala do tega, da se bo sam odločil za učenje. To je bila namera. Okay? To si rečem v mislih ali pa na glas v avtu, ko se vozim. Potem spostavim stik, se usedem, tako kot sedi otrok. Se držim, tako kot se drži otrok. Uporabljam besede, ki jih uporablja otrok. In mu rečem, ponavadi za pripravo terena, tukaj skrajšam. In mu predstavim predvsem, kaj je tisto, kar jaz počnem in kaj je cilj, vendar to lahko naredim na tak način, kot je primerno za otroka, odvisno od starosti. In potem definirava cilj. Kaj je tvoj cilj za danes? Oziroma, kaj boš danes naredil? Kaj se boš danes učil? Kaj se imaš danes za učiti? In potem začnem z vprašanje. Recimo oseba, lahko prvič pojasnevalna vprašanja. Recimo, otrok reče matematika ne maram. Česa ne maraš pri matematiki, vprašam. Torej, ta pojasnevalna vprašanja, da razumem. Povej mi malo več in tako naprej. In potem, ko vidim, da otrok mi začne z nekimi omejujočimi prepričanji, recimo otrok reče, jaz ne znam matematike. Vprašam, kako to veš? Na podlagi česa si prišel do tega? Ali pa ulomki mi ne ležijo. In potem mu dam en primer, ko so mu ležali, ko je pa znal pravilno začeti ulomke. Kaj pa to? Kaj pa uno? Kaj pa tretje? Kaj pa četrto? Ali pa eno področje matematike, ki mu že? Koliko je 5x5? Zdaj se pač zmišljujem. On reče 25. No vidiš, torej poštevam, kaj ti leži. Zdaj svet odvisno od starosti. Zdaj ne morate tega, recimo, to spraševati srednješolca in tako naprej. In potem rečeš, ok, v redu, zdaj razumem, vidite, da ste mu za vprašanji prvič razrahljali omejitve, dodali več motivacije, vedno iščete pri otroku motivacijo, ki je njemu pomembna. Torej, danes bi rad šel s prijatelji na igrišče. Ali pa rad bi potem se igral igrico na telefonu ali pa računalniku, karkoli že. In potem rečete, ok, odlično, kako pomembno to, da boš šel ven s prijatelji? 10, v redu, fajn. Deva si zdaj to namero, da boš čim prej naredil svojo nalogo, da se to naučil, potem preveriva, da lahko rečeš takoj ven. Ja? In potem rečem, ok, kaj boš zdaj najprej naredil? Kaj najprej narediš? Da damo nek call to action in potem seveda test, ker ga imate pred sabo, je že narejen takoj, ko vidite, kaj naredi naslednji korak. Ja? Torej, zdaj sem vam dal strukturo coaching procesa in seveda največ, kar se učimo v coachingu, so točke 4, 5 in 6. To so najbolj pomembne točke, katerim bomo dali seveda znotraj coaching procesa največ pomena. Tukaj imam Katjo, ki je učiteljica,
Ona je to znanje coachinga prenesla v razredni pouk uči. In ona pravi, da je imela učenca, ki je vsa leta, odkar je obiskoval osnovno šolo, potreboval asistenco, kar pomeni, da je moral odhajati od pouka in ta čas preživeti s posebnim učiteljem. Ko je prišel k njej, je spoznala, da je otrok polarity responder in ugotovila, da potrebuje drugačen pristop. Ja? Torej, šla je v ta coaching proces, naredila je posvet starši, zgradila odnos, postavlja cel kup vprašanj in povratne informacije, uporablja coaching koncepte, spremljala napredek, povečala samozavest in odgovornost otroka. Ja? Torej, kaj je rezultat? Po mesecu dni ni bil več isti otrok, v celem šolskem letu ni bila potrebna niti ena asistenca, vse ure pouka je preživel v razredu, je imel seveda neke trenutke svoje, vendar so bili obvladljivi in doživel je zmago, v šolo je prihajal z nasmehom in veseljem. In ravno zdaj sem pred kratkim spoznal eno učiteljico, ki uči v srednji šoli in je rekla, wow, Aleksander, s temi znanji, jaz si ne predstavljam, da bi učila brez teh znanj, kako enostavno je zdaj, ko pridejo otroci, vsi neki nespidirani, pa se kregajo za ocene, pa jaz si več točno zaslužim, pa tako, pa govorijo, ona uči matematiko in govorijo, joj, pa to oceno bi si zaslužila, pa to, pa ono. In jih zna s temi vprašanji in z separatorji, ki si jih naučila, res premakniti, da pridejo na koncu zadovoljni, tudi če ne dobijo tega, kar hočejo, ker si ne zaslužijo. Ja, torej, da jih spodbudi k učenju, da jih spodbudi k temu, da bojo šli in to popravili. Kako lahko coachi oziroma klient napreduje? Tako da si določi cilje in vizijo. Torej, vi imate v glavi, klient rabi vizijo. Potem, da izdela nek karierni ali posebni načrt, če boste pomagali pri kariernem ali pa poslovnem coachingu. Spremeni, ugotovi prepričanja, dela v smeri neke finančne svobode, išče ravnovesje, izboljša komunikacijo, napreduje v službi, doseže želeno telesno težo, začne nov posel. Tukaj so razni napredki, ki jih zasledujete s pomočjo coachinga. Kakšen je trening postavljanja pravih vprašanj? Ne? Torej, vi rabite se vprašati, kaj so vaši nezavedni vzorci? Ne? To so vprašanja, ki jih dobivam od vas in potem bi rad odgovoril. Torej, kakšni so vaši vzorci, ki jih imate sedaj? Recimo, če si rečete, nisem dovolj dobra, sem prestara, nisem vredna, kaj je z mano, kaj bo z mano? Vi začnete sami sebe coachati tako, da to spremenite in začnete razmišljati, kaj pa lahko naredite. Ne, kaj nimate, kaj pa imate. Kaj ne morete, kaj pa lahko. In s tem spremenite svoje čustveno stanje in se spremenite oziroma naravnate za akcijo. Ok, zdaj pa še en primer. Jaz zdaj malo na uro, danes, ker ste se odpovedali diskotu, upam, da je v redu, če mi dovolite, da grem z vami še malo čez čas. Imam še kar nekaj ljudi, vidim. Ok. Napišite mi, da ste z mano, da boste vztrajali do konca, ker vam je to uporabno in koristno. Yes. Torej, recimo, zdaj vam dam en primer in če veste, se ne vidi več odgovor, če je to za druge, torej, če veste, zadržite to za sebe. In bi vam rad dal primer, da boste videli, kakšna so odprta in zaprta vprašanja. Dajmo samo ta primer. Torej, si predstavljati, jaz imam v mislih eno znano turistično znamenitost. Ne smete me vprašati, katera destinacija oziroma kaj tu je. Zdaj bi rad, da za vprašanji ugotovite, katera destinacija je to. Ja? Torej, vi mi postavite vprašanje, odprta ali zaprta, in ugotovite, kaj imam jaz v mislih, ne smete me pa vprašati direktno, kaj imam v mislih. Zdaj vam dam primer vprašanj, ki sem jih dobival in hvaležemo tudi za vaše vprašanja, ki jih boste postavili. A je v Sloveniji, ali je ob morju, a je v Južni Ameriki, a je to kip svobode, a je treba kaj plačati, a je v Avstriji, je bliže kot 500 km. Kaj je značilno za vsa ta vprašanja? Vsa ta vprašanja so, upam, da ste jih takoj razumeli, zaprta vprašanja. Da ali ne vprašanja. Zaprtimi vprašanji, če rešujete ta izziv, ki sem vam zdaj dal, boste porabili ogromno časa in čas, če ste vodje, čas, če ste
starši, ni vedno dobrina, ki je neomejena, tudi zato, ker se otrok z vami noče pogovarjati, tudi zato, ker imate druge obveznosti kot vodje, tudi ker prodajate kot prodajalci, če postavite zaprta vprašanja v prodaji, vi ne boste razumeli modela sveta vaše stranke in pika. In potem pridemo do odprtih vprašanj. V kateri državi je, v katerem mestu je. In ponavadi je rezultat, ko smo bili 18-2 ali pa 3, če nekdo postavlja odprta ali pa zaprta vprašanja. In dovolj sta eni dve vprašanji in kaj imam v mislih, da sem dal voilà, že veste, kje smo, a sem prav rekel sploh, tisti, ki znate francosko. Tako je. Evo, Eiffelov stolp sem v mislih, ja. Voilà, ko se reče? Voilà. Ok, pustimo. Moja primorska francoščina. Torej, odprta in zaprta vprašanja so ključno orodje, eno izmed orodij coachov, staršev, vodij, partnerjev, komunikatorjev, predavateljev, ki pomagajo voditi pogovor, zbirati informacije in spodbujati globje razmišljanja. Če vam dam primer razlike, torej bi radi postali coach? Zakaj želite postati coach? Vam bi bila delavnica všeč? Kaj vam je bilo všeč? Bi se mi radi pridružili tudi v ponedeljek sredo? Ali se slišamo tudi v ponedeljek sredo na srečanju? Bi vašemu prijatelju predlagali, zdaj govorimo o VIP srečanju, ki bo v ponedeljek oziroma četrtek bo. Ja, mislim, da se opravičujem za ta kiks. Tisti, ki bi radi bili seveda na VIP-u z mano. Bi radi vašemu mislim, da pišejo datumi, ko bo se šli pogledati VIP izkušnjo, točno pišejo datumi, ker se lahko se spet zmotil. Ja? Bi radi vašemu, en dan smo prav v živo in tisti dan bomo tudi streamali na Zoomu. Tako je, mislim, še zmeraj se lahko prijavite na VIP izkušnjo, če se že seveda želite z mano povezati in biti deležni, morda boste vi tisti srečneži, ko boste deležni coachinga, ali pa boste vsaj opazovali, kako jaz delam coaching in se nekaj naučili z tega. Ja? Bi vašemu prijatelju predlagali, kateremu prijatelju bi predlagali, ste danes spoznali vseeno koristno coaching tehniko ali pa katero coaching tehniko boste najprej implementirali. Torej, upam, da razumete razliko in tudi tukaj imamo spet nekaj razlik. Ste dosegli cilj, kako ste napredovali in tako. Ne bi rad, da boste rekli, da so zaprta slaba. Tako zaprta kot odprta vprašanja so lahko koristna. Odvisno od namena vprašanja. Torej, odprta vprašanja je najboljše uporabiti takrat, ko želite spodbuditi neko globje razmišljanje in zbrati več informacij. Zaprta vprašanja uporabite takrat, ko rabite potrditi dejstva, a pa iščete konkretno odgovor. Odločitev. Da ali ne. Ja? Me imaš rad ali ne. Konc. Ja? Ko se zdi, da je sogovornik pretirano zaprt in nekomunikativen, včasih lahko začnete z zaprtimi vprašanji in počasi lupite čebulo in potem prejete na odprta. In to je spet tisto, kar sem vam rekel. Rad bi, da boste videli nekaj primerov coachinga, da se boste naučili to početi na pravi način, ker potem boste pristopili k otroku drugače, k partnerju drugače, sodelavcu drugače. Jaz vam povem, to je, mislim, to je za tiste, ki boste še kaj komunicirali v življenju, tako orodje, tako znanje, da ga morate osvojiti. No? Ker če boste učinkoviti pri uporabi vprašanj, boste videli, kako lahko pogovore usmerite v željeno smer, kako dobite volan za komunikacijo in dobite dragocene poglede, ki jih drugače vi ali pa vaš sogovornik nikoli ne bi dobili. Manj učinkovita vprašanja, in tukaj vas bom spodbujal, da jih ne uporabljate, so zakaj vprašanja, razen takrat, ko gre za motivacijo. Tukaj sem zdaj prav par slajdov nazaj uporabil, nisem več komentiral, upam, da smo to že pojasnili, kdaj so zakaj vprašanja koristna, kdaj ne. Sugestibilna vprašanja, dostakrat boste videli, zdaj vi sami sebe ne slišite, ker mi vedno, ko izvajamo coachinge, ko vadimo coachinge na delavnici, life coach, business coach, NLP coach, je vedno tako narejeno, da imate coacha, imate klienta, to je coachi, in imate opazovalca. In oni vam bodo tudi šteli vprašanja. Da boste videli, kakšno vprašanje, tipa vprašanja. Vi komunicirate in dostakrat govorite nezavedno. In zakaj vprašanja?
oziroma sugestibilna vprašanja so pogosta napaka ljudi, zato tudi potem ljudje rečejo, ali si že kdaj pomislila, da bi recimo jedla manj hidratov, ali pa si kdaj pomislila, da bi pred 6 ali pa ob 6 nehala jesti za tisti dan. To je sugestibilno vprašanje. Vi ste sam dali vprašanje, to je sugestija. Vi rabite skozi coaching proces priti do tega, da klient sam reče, da bo naredil neko transformacijo in potem je tisto, ali bo jedel ob 6, ali bo jedel hidrate, sam ena strategija, ki jo lahko dodate kot sugestijo, brez coachinga. Kopičenje vprašanj, torej naučili se boste čisto vprašanje. Torej, vi ne rečete, kaj misliš, da bi bilo dobro, da spremeniš in si že kdaj pomislil, da bi to spremenil, ali ti je to sploh jasno, da je pomenilo, da spremeniš, mislim, vsaj niti ne vem, na kjer vprašanje zdaj ne odgovarjam, ne? In retorična vprašanja. Retorična vprašanja, dostakrat se ljudje nasmehnejo in tako ne nujno vodijo v nek rezultat. In vprašanja, ki spodbujajo vlogo žrtve. Mama mia, jaz sem kar alergičen na ta vprašanja. Zakaj? Ker se oseba še slabše počuti. Še zdaj se spomnim, kar nekaj let nazaj, ne vem, če ste me kdaj takrat že spremljali, ker sem jaz začel s tem, vi veste, da sem leta 2003 končal v bolnici po eni težki ločitvi staršev in kup zdravstvenih izzivov. Na koncu sem končal v bolnici. No. In potem, ko sem začel učiti ljudi, to ni bilo tako, da bi ljudje vedeli, kdo sem. Noben Bog ni vedel, kdo sem, ne, razen mojih najbližjih. Ne. In potem, in par prijateljev. In potem sem šel jaz na turnejo, ne, pač sem hodil po Sloveniji, sem imel take majhne strhane zvočnike in podpisni list in pač učil ta znanja. In zdaj se spomnim na delavnici, pospravljam, potem prije na koncu ena gospa do mene v solzah, v njenem izzivu in jaz kljub temu, da sočustvujem z ljudmi, jim ne pustim jokati. Jim ne pustim, da igrajo vlogo žrtve še naprej. Naredim separator, cak. In tudi vas spodbujam, da naredite isto. Kaj je tukaj ključno? Kako boste razumeli, da ste zadeli na coaching zid? Tako da razmišljate in ne vidite rešitve in se ne premaknete naprej. Če odlašate, tisti, ki ste dobri v odlašanju, ste zagotovo v razmišljanju zadeli na coaching zid. Če nič ne naredite, da se nekaj spremeni, ste naleteli na coaching zid. Če ste v slabem čustvenem stanju, ker razmišljate o eni stvari, nekatere nimate vpliva, ste naleteli na coaching zid. Recimo, pred leti sem prvi slišal za izraz ghostanje. Vidite, ne vem, kako se v slovenščini to reče. Ghostanje pomeni, da nekdo se vam preprosto ne javlja. Ja, da vas kar rečeli, ne obstaja zame več. In če oseba se ne javi in vam ne da povratne informacije in vi zaradi tega paničarite, ste slabe volje, čustvene stanju, mesece, leta in vas zanima, zakaj je to naredila, zakaj je to naredil. In se v slabem čustvenem stanju ni vredno, škoda trenutka, življenje je prekratko in rabite separator in rabite drugo vprašanje, ki vas peljejo ven iz te zanke, iz te ujetosti. Torej, če boste hoteli rušiti zid, če boste agresivni do otroka, partnerja, se ponavadi pri rušenju zidu zgodi jih obratno, da naredi se dodaten sloj in je to še težje. Dostakrat, ko pridejo k meni, če jaz to počnem enkrat na mesec, delam brezplačne coachinge, hipnoze za otroke naših tečajnikov, bolj ali manj. No? Ker že tako sem zaseden, če me kdo sprašuje, Aleksandar, bi ti delal z mano 1-1, ne sprejemam zdaj nekih klientov 1-1, ker imam res razprodan urnik do konca leta in že zdaj dajem stvari v drugo leto, noter v koledar in hočem to reči, da enkrat na mesec pa sem se tako odločil, da delam brezplačno, dobrodelno z nekom, ponavadi pride starši in otrok in doskrat se mi tako zgodi, da vidim, kakšen zid je ta otrok ustvaril, zato ga noben ni poslušal, zato ga noben ni razumel. Starši kar
trmarijo svojo, pazi se tega, če ne boš tega, boš to, ne smeš to, In ne razumejo, da otrok je samostojna oseba, da otrok ima vrednote, prepričane strategije vedenja, ima svojo lastno identiteto in mi rabimo kot starši zobiti ta coaching zid. Ne pa rušiti, zato da se potem on dejansko, da mi dodaja še neko sloje, dodatno plast in tako dalje. Torej, naravni coachi, mimogrede, to se isto zgodi v partnerstvu. Ne vem, če ste opazili včeraj, kakšen drastičen poraz je bil ločitev oziroma iskanja ločitev samo v enem letu v Sloveniji. Drastično. Kaj je razlog doskrat v slabi komunikaciji med partnerjama? Predvsem v to, da mi želimo rušiti ali pa nasilno nekoga spreminjati. To moraš narediti, to moraš spremeniti. In ne razumemo modela sveta, ne razumemo coaching procesa, ker lahko to tako dosežemo, da sam partner hoče to spremembo. Ker doskrat so spremembe, ki hočemo za ljubljeno osebo, koristne. Je tako? Ja, torej naravni coach, kako boste vedeli, kako boste vedeli, če ste vi naravni coachi? Prvič, ali se vam kdaj zgodi, da ljudje pridejo k vam po nasvete, ali pa se vam izpovejo. Torej ljudje rečejo, ja, jaz bi rada en nasvet za neko odločitev. In imate klic v sebi. Torej, če ste na eno izmed teh 3 vprašanj odgovorili z da, torej ljudje pridejo k vam po nasvete, oziroma se vam zaupajo, ljudje preden sprejmejo neko odločitev rečejo, jaz bi rada s tabo se pogovorila, ali pa imate občutek, jaz bi rada ljudem pomagala. Mislim, da imam nek klic v sebi. Jaz tukaj vas opozarjam. Tisti, ki imate klic, ki jaz sem tudi imel že prej, in sem potem končal v bolnici, bolj ko ga boste preslišali, bolj glasen bo. Bolj ko ga boste preslišali, bolj glasen bo. Zdaj, mi imamo več tipov coachov, tako da napišite mi, če ste vsaj na eno izmed teh 3 rekli da, ker potem ste naravni coachi. Temu rečemo naravni coach. Torej, tipi coachov je več. Torej, akcijski coachi so doskrat, jih tudi vidite, kako se držijo, kako komunicirajo, usmerjeni na tako imenovane kdaj vprašanja. Potem imamo coache za občutke, ki doskrat grejo v zakaj, pa kaj čutiš, pa kako se počutiš in tako naprej. Tudi drugače, drugi ton imajo ritem ti coachi. In potem imamo coache, ki že imajo rešitev. Klient pove 2 stavka, oni že vejo, so že tam. Težava vseh teh coachov je, da imajo pomanjkljivo orodjarno. Če boste prehitro nekomu rekli, da bo naredil akcijo, ubijete akcijo, ubijete motivacijo. Še zdaj se spomnim, vi veste, da sem leta, mislim, 2008 postal asistent pri dr. Richard Bentlerju, soustanovitelju NLP-ja in čez 10 let mi je dal tudi naziv master trener NLP-ja. To je pač licenciran master trener, ker pač nas lahko vsak sprinta nek certifikacij in da hor nek naziv. Ko sem opazoval Bendlerja, mi je doskrat on dal tudi nalogo, da med odmorom pomagam ljudem, pač on je imel delavnico 300 udeležencev, 400 udeležencev in ni mogel ena na ena vsakem delati in potem je dal nalogo meni in pač nekaterim trenerjem, ker smo bili tam, da pomagamo. In se spomnim, sem delal z eno, v Londonu sem delal z eno udeleženko, ki je bila takrat stara 45 let in je rekla, da njena biološka ura tik-taka, da se jim mudi imeti otroka. In potem sem vprašal, če ima partnerja, ker če hočete imeti otroka, je koristno, da imate partnerja. Upam, da se strinjate z mano, ne vem, napišite mi. In potem sem vprašal, kako ona gre na zmenek. In je rekla, da ponavadi v 2., 3. vprašanju, ker se ji tako mudi, je rekla, jaz nočem zgubljati časa, a vprašam, koliko otrok bi imel. Zdaj vi predstavljate, da res ste na zmenek, da ste samski, ne, in če ste samski, se sploh ne rabite tega predstavljati, ker tako že je. In res ste na zmenek, rečete, Žujo, kako si kaj? Ja, jaz sem Marija, v redu.
Marija, skje pa si? Ja, jaz sem iz južnega dela Londona. Odlično. In potem, koliko otrok bi imela? What? Ja? In tukaj se morate res paziti. Če prehitro daste call to action, ubijete akcijo. Zakaj vprašanja? Smo rekli, se ljudje vrtijo lahko v občutku, ki je nekoristen, in rešitev, če oseba ni pripravljena rešitev, tako vi boste dali to rešitev in ne bo nič. Torej, mi rabimo kot coachi to pomanjkljivo orodjarno dopolniti z drugimi vprašanji. Ne dajemo kot coachi na svetov, ker če date nekomu na svet, kaj ne naredi, ste odgovorni za odločitev klienta. Ko ste vi z vprašanji, mislim, odgovorni. Vsak klient je odgovoren za svoje odločitve, hočem samo to reči, da vsaj del odgovornosti lahko s tem nosite, medtem ko če pa postavljate vprašanja in klient sam prije do odgovora, potem je odločitev izključno na strani klienta. In coaching se seveda uporablja na vašem področju in katerokoli področje zdaj trenutno obvladujete v življenju, jaz verjamem, da se tam odpirajo nove in nove priložnosti. Ja? Torej, delovni zvezek je tukaj na voljo, še vedno si ga lahko prenesete. Nekoga izmed vas, ki si bo prenesel delovni zvezek, bomo žrebali, da dobi mojo novo, oziroma novejšo, ni več tako nova, novejšo knjigo Zajtrk za dušo. Zato kliknite, upišite v brskalnik ta link, oziroma vas bo tudi preusmerilo potem na vprašalnik v našem zaključku, bomo tako naredili, da se odpre ta povezava in vabljeni, da seveda izpolnite tudi anketo. Meni je zelo dragoceno, če mi kaj napišete, ker potem imam občutek, da ste z mano, da ima smisel to, kar počnem in da je bilo smiselno, da sem se odpovedal disko, tukaj je petek. Se hecam, tudi ne bi šel. Ja. To je sploh ne vem, če je sploh kakšen disko na tem našem koncu. Obstaja še kakšen disko, ki je. Verjetno obstaja, ki je v Ljubljani. Mislim, da na tem našem koncu ne vem, če je. Ok. Še vedno lahko koga povabite. Mi smo rekli, da nam ne pišete, da ste povabili več ljudi. Zdaj, če ste povabili samo soseda, napišete, da ste povabili več ljudi na to, da se nam pridružijo na coachingu. Greste na stran masterakademija.com, pridi na coaching, povabite udeležence, udeleženke, ki mislite, da jim lahko to koristi. Ja? In tudi napišete, da vam lahko damo brezplačno zgoščenko za spreminjanje notranjega sveta. In če mislite, da je koristno, da sprobate sami coaching, da se vidimo na Zoomu oziroma v živo ali pa v hibridu, kliknite oziroma greste obiskati stran masterakademija.com, VIP coach in se prijavite na VIP izkušnjo. VIP izkušnjo bomo kmalu umaknili. Prosim, ne nas spraševati takrat, ko umaknemo za VIP izkušnjo, ker očitno si postavljate slabo vprašanja, da vam ta, če se rečem, simbolična investicija ni vredna tega znanja ali pa izkušnje in ko zapiramo in se tega res držimo. Ja? Kaj sledi? Torej sledi izbira coaching niše in preboj na trg. Tisti, ki vas zanima, da poleg službe še nekaj zraven zaslužite ali pa bi radi nekoč samostojno to počeli. Prednost coachinga je seveda ta, da lahko naredite to online, naredite to avtomatizirano in tako naprej. Govorili bomo o praktični uporabi coachinga v vsakdanjem življenju in seveda na 5. dnevu, to je ta bonus, dodaten dan, ki smo rekli, da delavnica traja 4 dni, jaz sem vam dal še dodaten bonus dan, govorimo o doseganju ciljev, rezultatov s coachingom. Ja? Torej, kaj nas čaka na naslednjem srečanju, kako biti dober coach, kakšne so niše, kako coachate medtem, ko spite, coaching v prodaji in tako naprej. Ja? Evo, mislim, da sem šel krepko čez predviden čas. Ali ste za to, da naredimo eno res kratko vizualizacijo ali pa samo hipnozo. Ne vem, kako je bilo včeraj vam, ko smo to počeli, ker bi radi razumete, tisti, ki ste že hipnotizeri ali pa blate hipnozo, da nujno pridobite ta znanja coachinga in umetnosti postavljanja vprašanj, ker potem bodo vaše hipnoze neprimerno boljše, ker jih boste lahko naredili tudi s pomočjo vprašanj in to bi rad z vami
demonstriral, če ste za to. No? Okay? Torej, hvala vsem, ker se vam mudi morda v disko. Tisti, ki bi ostali z mano še do konca, vabljeni, če vozite avto, tega seveda ne naredite, da date roke na noge, da se zravnate, prosim, če ležite zdaj na kavču v posteli, se zravnajte, ja, naredite globoko dih skozi nos, počasen izdih skozi usta, vdih skozi usta, zdaj pa zadržite 5 sekund, 1, 2, 3, 4, 5. Izdih skozi nos, dolg izdih, počasen izdih. In če še niste zaprli oči, jih zaprite, začutite mir, hvaležnost tega trenutka. To, da smo skupaj zbrani in povezani, samo to pomeni, da je več duš, več energije, ki skupaj želimo nekaj, in to je, da je naše življenje boljše in da je življenje ljudi, ki jih imamo radi, boljše. Ker ti iz dneva v dan lahko postanete vse boljši in boljši. Nenehno se lahko izboljšujete. Vabljeni, da s tem, ko dihate, ste sproščeni, umirjeni, začutite mir v srcu. Vedno znova bi rad, da se vprašate, kako lahko diham še bolj sproščeno, kako lahko po noči, ko spim in sanjam, začutim mir. Kaj me navdihuje, da vztrajam še naprej? In če trenutno nimate navdiha, kaj bi me lahko navdihovalo? Ali pa, kako bi se počutila takrat, ko bi bila povsem navdahnjena in bila polna navdiha, da spremenim to, kar si želim spremeniti že nekaj časa. Vidite sebe, kako ste res mirni, hvaležni, srečni, zadovoljni, v dobrem čustvenem stanju v prihodnosti. Kako izgledate takrat, ko ste nasmejani? Kako izgleda vaše jutro takrat, ko se zbudite z nasmeškom na ustih? Ko zjutraj vstanete in si rečete, danes bo čudovit dan. In ko začutite en tak lep namir, lep mir v srcu. Lepo vam je, mirni ste, dobro se počutite. In bi rad, da se spomnite v mislih vseh ljudi, ki morda niso več živi in so se vas dotakali. Kaj bi vam oni zdaj želeli povedati? Kaj bi vam rekli v tem trenutku? Morda je vaša babica, ki je že pokojna, nekje sedaj v obliki angelčka in vam sporoča. Kako si lahko še bolj srečna? Kako se lahko več smeješ v življenju? Morda je lahko vaš stari oče, dedek, rečemo nono, nekje kot angelček, ki vam sporoča, lej, jaz verjamem vate. Sposobna si še veliko, veliko več. Vztrajaj. Kaj bi vam rekli ljudje, ki so živeli pred vami, so vam utirali pot, da danes lahko vi utirate pot za druge? Kaj bi bil en nasvet, ki bi vam ga Bog dal? Kaj vam Bog sporoča? Morda vam govori, da bodi srečna. Uživaj v tem trenutku. Smej se. Imej se rada. Živi življenje v polnosti. Naredite en globoko dih. Počasen dolg izdih. Naredite en nasmešek. Pokažite malo zobke. In takih ne vidim. Ja. In se vrnete nazaj z nasmeškom na ustih. Če imate malo solzic, pomeni, da to je bil znak transa. Vedno, ko ljudje imajo solzne oči po transu,
pomeni, da so šli v trans. Če jih nimate, pomeni nič. Ker imamo toliko drugih znakov transa. Ja, evo, kako ste se počutili danes z mano, kako je bil ta poseben dan? Ja, mislim, hočem to reči, da jaz se res prizadevam, da vam dam vrednost. In ko berem vaše komentarje, eni ste bolj prijazni z mano, eni niste prijazni z mano. Tako. Nič huda. Jaz se trudim in se bom še naprej trudil. Obljubljam, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da skozi te dni, ko smo skupaj, povsem brezplačno, vam dam maksimalno vrednost. Če boste vi začutili, da bi šli radi z mano naprej, hvala. Če vi začutite, da pač ni to, tudi hvala. Jaz sem tukaj za vas, vas imam rad, verjamem v potencial, ki ga imate in bi rad, da to, kar vam zdaj razlagam, tudi vi verjamete v sebe. Tudi vi verjamete v ta potencial. Tudi vi se imate radi. Tudi vi ste bolj prijazni do sebe. Tudi vi se pogledate v ogledalo in si rečete, lej, tak nos imaš, ko ga imaš. Je tvoj. Zaradi njega dihaš od začetka, od rojstva do danes. In zdaj, ker sem itak že toliko prekoračil čas, vem, da bom kregan, lahko še samo to rečem, prosim, naučite se postaviti dobrih vprašanj za sebe in ko boste vi sebi postavili dobra vprašanja, jih boste nezavedno prenašali na sodelavce, jih boste nezavedno prenašali na otroke, ne glede na to, koliko so otroci stari. Ker nekdo reče, ja, moj je že velik, seveda. Daj najboljši čas, da posadiš drevo pred 20 leti. Daj drugi najboljši čas. Ja, zdaj, ne? Danes. Danes je čas za to, da se spremenite. Ja? Napišite mi v komentarje, kako je bil današnji dan. Hvaležen, da sem lahko bil z vami. Hvaležen za to, da mi zaupate. Hvala Andreja, hvala celotni ekipi, ki je pomagala, da smo lahko danes tukaj. Se vidimo kmalu spet in dobrodošli spet za nova znanja. Do takrat uživajte v diskotu ali pa kjerkoli že boste. Lep pozdrav. Čau.